Dober dan. V javnosti odmeva poročanja spletnega portala Požar Report, da naj bi bili na posnetkih telefonskih pogovorov Tomaža Lovšeta tudi visoki državni uradniki in pomembni slovenski politiki, med temami pa tudi prodaja Mercatorja hrvaškemu podjetju Agrokor. V prisluhe naj bi se ujeli tudi nekateri vplivni slovenski politiki, ki so želeli prodajo največjega slovenskega trgovca ustaviti, med njimi domnevno predsednik Državljanske liste Gregor Virant. S policije so sporočili, da odločno zavračajo namige o kakršnem koli prirejanju prisluhov. Preiskavo opravljajo v skladu s stroko in zakonom o kazenskem postopku, vodi in usmerja pa jo specializirano državno tožilstvo. Vlada se bo na današnji seji seznanila z razmerami v javnih financah in nadaljevala pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti. Pri tem bo sledila ciljem iz programa stabilnosti. Proračunski primanjkljaj naj bi tako prihodnje leto dosegel največ 3% BDP-ja, leta 2015 pa največ 2,5 %. Obenem bo obravnavala tudi predlog uredbe o prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice. Vlada je gradnjo elektrarne uvrstila med najpomembnejše projekte z področja energetike. Ljubljanski kriminalisti so kazensko ovadili eno osebo, neuradno uslužbenko Ministrstva za notranje zadeve, v zvezi z izginulimi podpisi za referendum o slabi banki. Kot je znano, je lani jeseni izginilo nekaj 10 listov s podpisi sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije. Uslužbenka, neuradno vodja sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine, je ovadena zaradi nevestnega dela v službi. Minister za notranje zadeve Gregor Virant je pred sejo vlade dejal, da je bil dogodek predvsem posledica dolgoletne slabe prakse in da je zanj težko kriviti le eno uslužbenko. Ljubljanski preiskovalni sodnik je uvedel preiskavo zoper lastnika celjske trgovske verige Mirka Tuša zaradi domnevno sporne podelitve radijskih frekvenc mobilnemu telefonskemu operaterju Tušmobilu. Preiskavo so zahtevali ljubljanski tožilci, ki Tušu očitajo podkupovanje nekdanjega vodje Državne agencije za pošto in elektronske telekomunikacije Tomaža Simoniča. V zameno za stanovanje Simoniču v Piranu naj bi Apek brezplačno podelil frekvence Tušmobilu. Simoniču očitajo zlorabo uradnega položaja in jemanje podkupnine, Tušu pa dajanje podkupnine. Tako kot ponedeljkove so bile tudi današnje dražbe premoženja Preventa Globala v stečaju neuspešne. Interesa za nakup kljub že izdatno znižanim izklicnim cenam tudi tokrat ni bilo. Tako so neprodane nepremičnine v Radljah ob Dravi, Mariboru, Hočah in Mislinji ter lastniški delež v sarajevski družbi DUF Blago. Na visokošolskih zavodih se je danes začel drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2013/14, ki bo trajal do 29. avgusta. Na voljo je dobrih 25.000 vpisnih mest za redni in izredni študij. Prijavijo pa se lahko kandidati, ki niso oddali prve prijave ali s prvo prijavo niso bili sprejeti na nobenega od visokošolskih zavodov. Podatki o še prostih vpisnih mestih so objavljeni na spletnih straneh visokošolskih prijavnih služb. Na Ptuju so se danes začele rimske igre, na katerih bodo poustvarili življenje v tem mestu pred 2000 leti. Osrednje prizorišče so predstavili iz Term Ptuj na Travnik ob Mariborski cesti, kjer bi radi uredili enega največjih arheoloških parkov v Evropi. Več dogajanja kot prejšnja leta naj bi bilo tudi v središču mesta. Rimske igre zajemajo predstavitev dogodkov in običajev rimske petovije, pri čemer bo sodelovalo več kot 700 kostumiranih nastopajočih. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo na zaščitenem travniškem območju med Ptujem in Hajdino postavili temeljni kamen za arheološki park. Sprva bo precej jasno, le v jugovzhodnih krajih bo občasno zmerno oblačno. Popoldne se bo na severozahodu zmerno pooblačilo, proti večeru bo tam nastala kakšna nevihta. Temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, čez dan kakšno stopinjo višje kot danes. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. V noči na nedeljo bo dež z nevihtami zajel zahodno Slovenijo in se do jutra že razširil nad vso državo. Popoldne bodo padavine oslabele, nekoliko hladneje bo. Danes v dnevniku televizije Maribor. V Podravju suša uničila več kot polovico posevkov. Ob vznožju Haloz Turkinja odprla hostel. Ogrožen knjižni program založbe Litera.
Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.